Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Živijo, s tabo sem Monika in danes bom govorila o nečem, kar marsikdo počne, pa mogoče jim je bed priznati. Ampak mislim, da je to veliko teh podcastov, tako da mogoče sem slabo opisala. Ampak ja, bila je tudi želja enega poslušalke, da bi govorili o seksu na prostem. Roki gor tisti, ki ste že to naredili. Dajte mi v komentarjih napisati, ali ste že seksali na prostem ali ne, od obal, travnikov do raznih parkirišč in tako dalje. Dajte se pofočkati od spodaj, če ja. To je pa to. A ja ne, valjda, ne pozabite se naročiti na kanal, pa mi stisnite thumbs up, če vam je epizoda všeč ali pa sam za support, bom ful vesela. Hvala. Ok. Seks na prostem. Jaz sem tudi vprašala naše sledilce, oziroma niti ne bom rekla naše sledilce, ker včasih marsikdo spremlja kakšen kanal, pa ga dejansko ne followa. Ampak ja, v glavnem, postavila sem vprašanja na naše socialna omrežja o seksu na prostem in med drugim je bilo tudi, da ste lahko poslali vaše izkušnje, tako da nas še to danes čaka. Bi pa prej mogoče malo vsem govorili o tem, zakaj sploh govorimo o seksu na prostem. Tako, dosti ljudi to pozna kot neko fantazijo. Ni to neka nova tema, moderna tema ali pa novo moderno dogajanje, bomo rekli. Ampak ja, je vseeno taka zadeva zavita v skrivnost, kar je čisto prav po eni strani. Ima veliko ljudi tudi neke napačne predstave o tem, ampak ja. Bomo tudi malo pogledali, kako, če želite seksati na prostem, na kaj morate biti pozorni, kako zbrati to. Jaz nobenega ne nagovarjam k temu, ok? To je samo tako. Če se že odločite, dajte to narediti, kako je treba, a prav, diskretno. Tako da, ja. Zakaj je zdaj ta seks na prostem toliko močna fantazija, ne? Seks na prostem dostikrat ni povezan z nekim konkretnim krajem ali pa dejanjem, ampak z občutkom, ki ga ob temu imamo. In mogoče tudi v smislu, da izstopimo iz nekega občutka rutine, vsakdana, pravil in a ne pač ti javni prostori, prostori, to greš seksati na prostem, a ne, pač vemo, to ni namenjen za intimo, ampak, oziroma ni namenjen seksu, ampak ko ti tam seksaš, kar naenkrat to postane nek intimen kraj in tako v bistvu se tako zgodi kaj en kontrast, a ne? In ta kontrast ful vznemirja, a ne? Vznemirja v smislu vzburja, ker je to nekaj prepovedanega, ker je to nekaj skritega, ker je to nekaj drugačnega, a ne? In veliko ljudi ne fantazira o tem, zato ker bi pač dejansko hoteli nekaj zunaj seksati, ampak zato ker ta občutek mogoče celo svobode, spontanosti, adrenalin, pa to prepovedanost, a ne bo kdo zasačil, a ne pač in pol ti tak šopa adrenalin in tako. Tako da, ja. Ampak je pa neka razlika med fantazijo pa realnostjo, a ne, zato ker v fantaziji, dokler imaš ti to samo v fantaziji, tam se poteka gladko, tvoje telo sodeluje pri vseh gibih in pozah in kakorkoli že. Okolje je idealno, nič ne gre narobe in fantazija je v bistvu en tak varen prostor, kjer ni posledic, ni neke odgovornosti, pa ni neke zadrege, a ne. Tako da, ampak moramo vedeti, da fantazija ni isto, kakor pa želja po izkušnji. Tle je zelo pomemben, da ločimo fantazijo po dejanski želji, oziroma da znaš ločiti fantazijo po dejanski tej želji, po izkušnji, a ne po realni izkušnji. Ker mi dostikrat lahko mešamo te stvari, se pravi, fantazijo pa željo po izkušnji in pol se ustvari nek pritisk na sebe ali pa mogoče na partnerja in tako in ja, pač pri fantaziji je tako, to je pač neka misel, nek scenarij, nek občutek, ki ga imamo pri sebi,
vzbur nas, ni pa treba, da bi to dejansko uresničili. Želja po sami izkušnji pa pomeni to, da si tega res želiš, ne pa se pravi, želiš si tega ustvariti to v resničnem svetu, da narediš to s svojim telesom, ne s svojim dejanskim telesom in tako. Se pravi, v nekem konkretnem okolju z to in to osebo in tako z vsemi realnimi okoliščinami, saj vemo, kaj pomeni realna izkušnja. Veliko ljudi ima fantazije, ki jih pač realno nikdar ne izživijo, kar je po mojem osebnem mnenju tudi prav, ker pač niso. Zelo rada bi enkrat govorila z nekom malo bolj tako o teh fantazijah, ampak ja, vemo, da kakšne fantazije tudi niso lih okej, a ne? Ampak ja, kar hočem reči je to, da pač tudi če ti fantaziraš o seksu na prosto in če je tebi to dovolj, je to dovolj in ne rabiš pustiti, da noben ne pritiska na te, da moraš to izvesti, okej? Tako da, ja. Zdaj, kaj se pa dogaja? Kaj se pa dogaja pri seksu na prostem? Tle se moramo zavedati, da seks na prostem se dogaja, če to izvajate, a ne, se dogaja v realnem svetu, a ne dogaja se samo med dvemi telesi in da se pol okolica kar izklopa, ne. To pomeni, da obstajajo tudi drugi ljudje, ki niso del tvoje fantazije, a ne. Zato tle moramo vseeno imeti neko diskretnost, spoštovanje, a ne, do drugih. To ni nek cockblock, kako bi rekli. Čeprav ja, jaz razumem, da tebi pač vzburja ta misel, da mogoče te kdo zasači, ampak sam ta misel, da te kdo zasači, da si skozi v onem lupu občutka, kaj če me nekdo zasači, ne pa da bi te dejansko nekdo zasačil, a veste, kaj mislim, a veš, kaj mislim. In ja, zato pač lih ta skrivnostnost in to vse je tista, ne, tako, da poveča ta občutek intimnosti, ampak ja, gre se v glavnem za to, da je nekaj vajno in ne za to, da bi bilo nekaj viden pa dokazan pa tako, a ne, pač imejte vseeno neko zavedanje svoje okolice, zavedanje varnosti, odgovornosti do drugih, a ne. To naj vam ne ubije zdaj pač te strasti ali pa erotiko ali kakorkoli, ampak je pa prav, da smo zreli okrog tega, a ne, in povezani vseeno z realnostjo in s tem, kar se dogaja okrog nas. Zdaj, zelo zanimiv del tle mi je bil ta, da seks na prostem v dolgih zvezah, a ne. Kako se, recimo tudi, prej sem naštevala stvari, zakaj bi nekomu bilo cool, da bi seksal od zunaj, a ne, in tle pa tudi recimo, dostikrat se pojavlja tudi pri parih, ki so že nekaj časa v zvezi, kot nek simbol, da malo spet zanetijo iskrco, da pač je nek premik iz vsakdana, tako kot sem že prej rekla, ne, premik iz rutine, neka igrivost in tako. In tako pač v bistvu ta fantazija lahko spet postane, kako bi rekla, nek način, ko se ponovno začneš pogovarjati o želji, o tem, kaj pogrešata in tako. In ja, dostikrat pride potem lih do tega seksa na prostem. Okej, ko smo obdelali še to zdaj. Se pa moramo zavedati, da tudi včasih, a ne, stvari ne grejo lih po planu, a ne. In tudi resničnost je dostikrat manj glamurozna od dejanskega sveta in ne od dejanskega sveta. Resničnost je ponavadi manj glamurozna od fantazije, a ne, ker tle so pač tle realen svet in so realni zunanji dejavniki, kot lahko da
lahko da ti je hladno, lahko da ti je neprijeten, lahko da ti je pač ful neroden, se ne moreš sprostiti, ne vem, njemu se ne dvigne, ti ne moreš ratati mokra, kakorkoli, ne pač zaradi stresa, ker te pač toliko skrbi, ali ker ti je toliko pač, ne vem, površina, na kateri si toliko neprijetna. Zdaj, tako, če malo lepo zapakiram, da rečem, da tvoje telo ne sodeluje, ne pač kakorkoli, da okolje je tako moti, da trenutek mine, pač kakorkoli. Tle moramo vedeti, da to ni zdaj neko dokazovanje in tako, koliko si pogumen ali pa ne vem kakorkoli, ampak lahko se to zgodi, Lahko se pač zgodi, da stvari ne grejo po planu, da pač enostavno izkušnja se ne bo zgodila, zato ker ni okej, moramo se pa zavedati, da pač to je vse del te izkušnje, tako da, ja, zato bi pa jaz mogoče tle šla na to, da vam malo svetujem, katerih stvari se je fajn držati, kadar si zbirate lokacijo za seks na prostem. In sicer, ne bom vam dala dejanskih tako lokacij, pač tako, ne vem, ta in ta obala, tam je ful dober, gor in dol, ampak tako, neki pravil, katerih bi bilo pravil, guide, vodil, kako zbrati nek prostor, da bo izkušnja ostala v lepem spominu, čeprav kakšna smešna izkušnja je tudi lep spomin. Tako da ja, tako kot sem rekla, diskretnost, bom rekla tako, jaz tle razumem, da je marsikomu vzburjenje lih iz tega, da ga lahko kdo zaloti. Ampak vseeno tle tle je vseeno treba malo razmišljati tudi o tem, da ni vedno to odrasla oseba, ki te lahko zaloti, in pa tudi, če je odrasla oseba, tle je veliko polemik o temu, konsentu oziroma soglasju, da v bistvu ti nekomu urinaš to, da te vidi, da ko ti seksaš, tako da nekaj je, če se to zgodi doma, pa ti nekdo po nesreč v tvojo spalnico, ki je tvoj zaseben prostor, uleti, ali pa pač hiša, kakorkoli, to pa ni, tako da dajmo biti, tako kot sem rekla, spoštljivi do drugih. Pa mogoče ni vedno to vznemirljivo, lahko je tudi, ali pa je samo enemu izmed vaju vznemirljivo to, drugemu je pa pač to stres, pa je enemu ful hot, drugemu je pač bed, tako da dajte upoštevati malo te želje, če je tle soglasje vaju dveh, pač zakaj vaju sploh to vzburja. Ker moramo tle vse nekako razlikovati, ker seks na prostem ni razkazovanje, ampak je bolj nekako, tako bi rekel, zasebnost v nekem neklasičnem okolju. Drug nasvet, ki bi bil, je to, da se pravi prvo pravilo, pač diskretnost, vseeno pač zbertemo bolj tak diskreten prostor. Drugo vodilo, nasvet, kakorkoli, je to, da dajte zbrati prostor, kjer lahko zadevo hitro končate, če pač je to treba. Se pravi, dober prostor bo tak, da lahko res v sekundi nehaš, če pač rabiš, da se lahko oblečeš brez panike, da se lahko mirno umakneš. Tako da, ja, da ni zdaj nekih ovir do tega. Se pravi, ne vem, definitivno je slab kraj tle kjer nimaš signala, kjer si ujet. Ne vem, kako bi se drugače, ampak ja, vsi vemo, da eni prostori so pač taki, da ne moreš nekako se hitro umakniti, ali kako bi rekla, se ne vem. Tako da ja. Tretji nasvet bi bil pa, če ne bi tam sedel, pol verjetno tudi seks ne bi bil dober. Tako da ja. Tle zdaj gledamo podlago, da ni neka mokra, kamnita,
žužkasta, neprijetna podlaga, pač da je tako, ne, da ni nekaj, kar bi dodal k temu stresu, da se nevidva ne bi mogla sprostiti, a ne, pač da ni to nekaj tazga motečega, ok? Tako da ja, zato ker naša telesa zaznavajo vse te občutke in podrobnosti in bodite malo pozorni, ne, da ne boste na kakšnih mokrih tleh to počeli. Razen, če vas ne moti, ne, pač to itak naredite čisto po svojih kriterijih. V glavnem nekaj tako po svojih kriterijih, da veste, da vam je pač to udobno. Pol četrta stvar bi bila varnost. Ne zbirati kakšnih krajev, ki so mogoče zapuščeni ali pa nevarni, samo zato, ker se vam delujejo drzni, pa kako hudo, kjer plc gor dol. Zberite prostor, kjer se počutite varno. Zdaj, če ste šli zraven ene hiše, ne vem, zapuščene, na pol razpadajoče, pa boste se nekako prislonili gor, pa bo ne vem, do česa prišlo, da se kaj podre, ali pa da bojo še kakšne, ne vem, igle od kakih narkomanov, ki je v bližini, kakorkoli to tudi paste, ne, pač če boste na kakih tleh, da so tla vse, da ni pač kakšnih teh nevarnosti, pač dajte res paziti na te stvari, pa mogoče se komu zdi to čist neumen, ampak meni se zdi pa vsem pomembno, da povemo. Ok? Ali pa na kakšen osir ali pa mravlišče v gozdu. Ok, vse živo se dogaja, ali pa prevroče havbe, ne se ne. Poleti, ne? So havci segreti. Ok, kakorkoli paste nase. Ne samo na druge, tudi nase. Peta stvar, kaj je peti nasvet, je pa to še preden se stvar zgodi, da pač imate nek pogovor in dogovor s partnerjem. Tle, sploh ker gre za neko bolj tako, ne reči, zanimivo stvar, morate imeti dogovor s partnerjem, da se pogovorite, kaj je ok, kaj ni ok, kaj naredite, če se nekdo pojavi, a vama je bolj všeč, da se sam dražta ali da pride do dejanske akcije, se pravi do dejanske penetracije in tako, ali pa oralnega seksa ali kakorkoli si boste to opredelili. Ker tako, kot sem rekla, najslabša kombinacija je to, da je en sproščen, pa mu ful dogaja, drug pa ne, pa je pač for the sake of it, se pravi, samo zaradi tega, da pač boste lahko rekla, da sta seksala od zunaj, pa ker si hotel ugoditi, pač ni ok. To pač oba dva morata biti za in oba dva morata imeti pač nekaj lepega od te izkušnje, ok? Cool. Zdaj, šestka po moje. Ja, mislim, da je šesta stvar. Seks na prostem pogosto ni maraton, ampak je bolj kak tak, malo je tudi odvisen od prostora, ki ga zberete, a ne, ampak ok. Ponavadi je to kakšna stvar, ki se malo hitrejše odvija in tako. To ni zdaj nek nasvet, ampak bolj kot priporočilo, a ne, ker tle se gre res pač za v momentu, napetost, občutek prepovedanega, a ne, ni se treba zdaj čisto dolga sleči, mogoče se oblečite tako, da boste lažje prišli skupaj, se pravi, da bo manj slačenja, manj kompliciranja, da bo pač fokus res na tem občutku pa vajni izkušnji, ne. Tako da ja, kar sem hodila reči še za konec teh nasvetov je to, da seks na prostem ni za vsakogar in tudi to je čisto ok, če vas ideja oziroma fantazija o tem vzburja, pa ne želite tega dejansko uresničiti, je to čisto ok. Če boste to uresničili, pa dajte uresničiti na tak način, da boste delali to varno za sebe, za svojega partnerja, partnerko in tudi za ostale, a ne, pač vseeno bodite diskretni. Ok? Tako da ja, to je to za ta del, zdaj gremo pa na drug del, kaj mene zmer najbolj zabaven in to so vaše izkušnje, tokrat imam res tlele telefon z vašimi izkušnjami, jih bom prebrala, pa pogledali bomo tudi rezultate ankete, tisti, ki so klikali, kaj so največ poklikali. Nisem imela ful vprašanj, ampak dajmo si pogledati. Samo da jih jaz lepo poiščem, ta čas vam pa lahko povem, da za nagradno igro mislim, da sem jaz
mečkam narobe pogledala datume, mislim, da tale podcast pride ven 8.1. Ta dan imate še čas sodelovati, gre se za nagradno igro, ki mislim, da je bilo v dve epizodi nazaj. Lanskoletni zadnji podcast, ja, 2 epizodi nazaj. Oni spicy prazniki, ali kaj so bili. Tam imate možnost osvojiti eno igračko. Jutri, 9.1. bom pa pod ta objavljen podcast objavila v opis videa, kdo je nagrajenec. Tako da, ja, so srečo. Tisti, ki še niste, pejte počekirati, pa dejte sodelovati. Ok, ta cajt sem mogla izslele najdeti tole, da vidimo, kaj se dogaja. Aha, evo. Se pravi, seks na prostem, ali vam je full hot ideja, ali to ni za vas. Tle je bilo 88%, da vam je full hot ideja, tako da tudi mene tudi. Potem smo imeli pa še vprašanje, kaj pa kaj vaše izkušnje, a ste že probali? Ja, bilo je top, ja, ampak ni bilo cool. Potem smo imeli ne, ampak bi, ne in neplaniran. In po vrsti od največ do najmanj je bilo tako. Ja, bilo je top, ne, ampak bi, ne in ne planiram, ali pa ja, ni bilo cool, sta bila pa skoraj tam. Ampak ja, bilo je top, je bilo pa 67%. Tako da pa 22% za ne, ampak bi, tako da velika večina. Večina je za to, ali pa pač bi. Tako da to je bilo tudi kar zanimivo. Pol sem vas pa še vprašala, kaj ti je najbolj privlačno pri seksu na prostem, oziroma kaj od naštetega te razumame. To se mi zdela taka beseda. Imeli smo pa pol možnosti zaradi spontanosti, zaradi adrenalina, da naj kdo dobi občutek prepovedanega, drugo. In sem rekla, če kaj drugo, kaj bi bilo to? Drugo jih je samo par procentov volilnika 2, ampak ni noben napisal, kaj bi to bilo, tako da, vsaj da mislim, ne, 2 sta napisala, ena je napisala ena oseba je napisala svoboda, druga oseba je napisala pa vse po malem fuzija vsega tega. Ok, da pogledamo še procente. Spontanost pa adrenalin, da naj kdo ne vidi, sta bila enako po procentih, se pravi 38%, občutek prepovedanega 22% in 2% drugo. Tako, zdaj gremo pa lahko dejansko na vaše izkušnje. Eni odgovori so zelo kratki, potem imam pa tudi ene par daljših, tako da bomo prvo te kratke, pa ostale še. Na klopci v parku v temi, zadnji se ga je pa drko, videl sem ga, je končal. Ok, očitno pač pa je on videl in to je bil njegov konsent. A bi bilo vama cool, če bi videla ta cajt, ko sta seksala, vedela, da vaju on gleda in da si ga drka na vaju. To me zanima. Ali pa vsi ostali, kakšne imate občutke v tem? Ok. Nisem še, imam pa željo. Zdaj imaš idealno podcast z manjšimi napotki, kako to lahko izvedeš. Cuzala sem v prst, ga je privlačilo in je odpeljal v gosto, bilo noro njegova glavca. Lušno. S takratnim partnerjem sva šla pozimi na jezero, izkoristila priliko ne gužve in seksala za grmom. Dobro. Upam, da te nekaj kam piknal, ampak luštan. Luštan je brati takele vaše dogodke. Midva sva seksala na gori s pogledom na morje in sončni zahod. Mal je pihal. Koliko lepo. Nice. Zadnjič na Rogli, preden sva šla na pot med krošnjami, gost sneg in midva. Ta pa tak zimski prazničen. Gost, komarji, trnje in vročina. Ne, hvala. A vidite, to je točno to, kar sem vam rekla. Morate paziti, kako zbirate prostor. Sam seks je bil drugač dober, sam mene imajo komarji tako radi, da sem
cela popikana. Ja, res je bila. So te pičali in napičali. Ok. S punco smo bila na pohodu na stolp ljubezni in smo gori na vrhu v tem stilu tudi zaključili. Nice. Lepo, romantično. Jaz ne vem, kaj je stolp ljubezni. Kaj je to? Kafica na sami plaži in moram reči, da ta adrenalin je krvav. Pa tudi vsi sledeči seksi na prostem. Je to večkrat, odlično. Eni imate kar prakso že. Prvi seks z mojim možem. Z mojim zdaj možem. Na plaži sred poletja zvečer na pomolu. Ni mi luči, sva pa... to je... sem pa narobe prebrala. Prosti. Prvi seks z mojim zdaj možem. Na plaži sred poletja na pomolu. Ni mi luči, sta pa dva kafiča na sami plaži in moram reči, da ta adrenalin je krval, pa tudi vsi sledeči na prostem. Pa tudi vsi sledeči seksi na prostem. Jaz sem kafica prebrala, zato ker nisem videla, da je bilo v 2 delih napisano. Prosti. Ampak nice. Enkrat zelo random, ker pač nisva imela opcije se skriti kam noter. Tudi to je, Tudi tega pa nisem omenila. Tudi znuje je kdaj to, ne? Tudi znuje. Izkušnja še bolj čutno, ker je bilo zunaj. Ok. Zdaj pa poglejmo še tukaj. Ok. Enkrat je bilo na klopci v Ljubljanici, bilo je noro, samo drevo naj je zakrivalo, pa tudi na avtobusu je bilo v redu, vendar malo neprijetno, ker se mi zdi, da en gospod dojo, kako na avtobusu seksaš? Je to seks na prostem, to je že seks na... Kako na avtobusu seksaš? Ok. Je to, what? Ne obsojam, sam... Mogoče malo, če bi bili kakšni otroci zraven. Pač to je, jaz sem glede tega, jaz osebno, imam glede tega seksa na prostem tako, meni je to ful hot, pa je hot on feeling, če te bo kdo zalotil, ampak tako ne bi pa nikomor to usilila, da mora videti. Tako da Ok, gremo naprej. Dobila sva se pri njej, šla v gost, se ustavila ob gozdni poti, najprej mi ga je pofafala, nato sem je prislonil ob deblo in jo najprej malce ogrel z usti, nato pa je ga vtaknil in nabijal, dokler ni najprej njej prišlo, na koncu pa še meni. Nice. Nora izkušnja ob bregu Ljubljanice, skoraj sredi meseca je bilo pa opazovalcem na drugem bregu, evo vas spet. Ko smo na plaži, se otroci ponavadi zaigrajo s prijatelji, midva pa izkoristimo in se z kodo, oklepajo sunčane skale, odpravimo naplavati do najbližjega samotnega otočka ali pa daleč stran od javne plaže v kak zalivček in tam potem vroča akcija. Nekaj najboljšega, ko si v naravi in te sonček boža. To res eni radi tudi sem, prej sem rekla, je tako, ne glede tega seksa v naravi, ampak in pa pač dejansko to sede, sploh če so mogoče kakšni taki estetsko lepi kraji, pač tako ne zalivček, tako ali pa kaj imajo, da so gledala sončen zahod, pa da je pač res lep razgled, a ne zato, ker pač naredi neko romantiko in ta nek kotiček postaje, ne vem, vajn in tako. Okay. Midva sva kar pogosto spontana, vsaj poleti. Je nekaj točk v okolici, kjer so klopce obdane z gozdom in pogled čez reko, pa avto seveda very easy imava zatemnjena okna. Nice, tudi jaz imam zatemnjena okna, ampak ne iz tega razloga. Zelo izviren ter poseben seks, še posebej, ker sem med seksom pred osnovno šolo ob 3 ponoči srečal pijanega kolega, ki se je zvračal med hojo. Super izkušnja, večkrat preizkušeno. Dobila sva idejo poleti, da bi lahko šla v gozd, pa sva šla že po poti tista napaljenost, pa drti tok že do gozda, tam pa iskanje primernega placa, da je vse eno malo skrito. In najdeva in začneva. Obema full fine, jaz kot fant pa sem spremljal okolico. V enem trenutku sem videl neko gospo,
ki se je samo obrnila in šla stran, v tistem pa je mene to še 100-krat bolj napalilo. Ko sem pol punci doma to povedal, je tudi ona rekla, če bi videla, da bi jo še bolj napalilo. Res odlična izkušnja. No, jih je dejansko nekdo, mogoče pa ni dojela, zakaj se je šlo, odvisno, kako sta bila postavljena, mogoče sta malo muckata. Ampak ja. Ok, naslednja. Odpravljala sva se na poroko na Koroško in do tja iskala kotiček 500 metrov pred ciljem, sva ga našla in se poseksala, seveda nisva imela nobene vode za umiti roke, to sem pravila, to se spomnim. Itd., na kar sva prispela na cilj in tam se takoj so prišli rokovod, reveži. Seksala sva, ok, tle pa so neke dejanske lokacije, dajte mogoče malo te lokacije pokomentirati tisti, ki jih poznate ali želite ali pa tako. Ok, to je naprej še od prejšnje zgodbe. Školčišče Ankaran, moj bog, Školčišče Ankaran, FKK Debeli Rtič, FKK Ulika, na Pomolu Ankaral, FKK Solaris, Valalta, Puna Križa Swinger plaža, pod napisom Vina Kopar v Vinogradih in še, tam je ful dober, pod napisom Vina Kopar v Vinogradih. Ok. In še tretji del vse te ene zgodbe. Letos na FKK Sabunike ali Šabunike, jaz to ful ne poznam. Sva bila sama in pride en partner, začne seksati v vodi 10 metrov stran od naju, seveda sva še dala dol. Kot v filmu, nismo spregovorili tudi besede, sam seksali na 10 metrov razlike. Okay, to je pač očitno šlo za pač soglasje teh dogodkov. Naslednja zgodba. S punco sva iz obale in se to večkrat zgodi, še posebej poleti. En dan sva šla z motorjem na Hrvaško in med vožnjo začela božati. Ni bilo drugega, kot da se ustaviti ob cesti, iti 3 metre v gozd in izkoristiti, avti vozijo mimo, midva pa uživava ob adrenalinčku. Tam je svetovna. Ne vem, če ne bo tole naslov tega podcasta. Okay. Mi je rekel tip, s katerim sva mal dejtala. Pejt, greva raj štjale na sonček. Mal te bo sonček žgol, mal pa jaz. Ta stavek si bom za zmeri zapomnila. Jaz pa tudi vrhunsko. Bilo je zame in zanj prvič, ker je bilo to po zabavi in ker še nisva imela izpita za avtom, bi posledično bilo čudno, da bi naju starši peljali skupaj domov, sva šla pa za hišo, stanovalci so bili v Nemčiji in to storila. Bilo je čudno, ves čas sva gledala, ali naju kdo vidi, nisva se sprostila. Tle sem dobila eno tako zanimivo sporočilo, ker ne vem, a je bilo tako, da bi mogoče v avtu, ker piše bi mogoče vprašaj v avtu vprašaj. Če pa mene sprašuješ, imam partnerja, hvala in tudi ne, ker tako s neznanci. Ok, zdaj bomo šli pa še na dve, ki sta bili bolj eksplicitno opisani, tako da za tisti, ki imate radi erotične zgodbe, kar bom rekla, je to kot nalašč za vas. In gremo. Tukaj sta dve. Mogla malo popiti. Ok. Pa ful hvala za ta prispevek, oziroma te dva prispevka. Ful mi je všeč, ko pošljete svoje izkušnje, tako kot sem rekla, lahko jih pošljete tudi na info@nasvetuzidka.com, pa jih bojo pač sodelavci meni posredovali. Jaz bom to pogledala in pa bom prebrala na podcastih, vedno vse anonimno, kakor vidite, pač res ni nobenih imen tukaj zraven. Pa ne pozabite, da tam če uživate po teh zgodbicah. Z mojo sva šla na morje na slovensko obalo, se preoblečeva v kupalke in že tu me je zrajcala, ko sem jo videl. Pa greva plavat in ko prideva nazaj do plitvine, da sva lahko stala, me moja objame in se me oklene z nogami. Seveda jaz na paljenju najprej strastno poljubim. Sem začutil, kako v mojih kopalkah moj korenjak postaje vedno bolj trd in trd, dokler ni bil res trd.
Ga dam ven, njene kopalke povlečem stran in prodrem. Ona pogleda okrog in mi reče, ti nisi normalen. Moj odgovor je bil, draga, v kopalkah si, oklenila si se me z nogami. Temu se je težko upreti. Seksala sva v morju med ljudmi, najno gibanje pa je zakrilo valovanje morja. To mi je ful zanimivo. Meni ni rad, ali zdaj še v morju seksati. Pred veliko leti nazaj sem to probala in ne, pač moja nožnica in slana voda nekako ni šlo. Ni šlo, ne vem, ni šlo. Meni pride na polno in sem se moral res truditi, da nisem na obrazu tega preveč očitno pokazal. Ko ga izvlečem ven, sem šel z roko v njene kopalke in nežno s palcem dražil njen klitoris, s kazalcem in sredincem pa prodiral v njo. Žena se obrne s hrbtom proti meni, da sva oba gledala v horizont in počasi tiho vzdihuje. Kmalu stisne noge v krču in zastoka besedo nehaj. Jaz zlobno vprašam, zakaj pa? Pa mi reče, ker mi je prišlo. Ko prideva objeta k sebi, greva ven iz vode in mi reče, jaz moram na stranišče, v sebi imam mešanico tvoje sperme in morske vode. Še ena. Žena sva imela dan brez otrok in sva skočila na morje. Cel dan sva plavala, se potepala, šla na kosilo, ker je bila v plodnih dneh nekako nisva seksala. Ko se je že spuščala noč, sva šla v moj rodni kraj. In 10 kilometrov pred domom mi žena reče, kaj se bo kaj dala? Če kaj, potem v svoji okolici poznam dobre seks place. To je vedno dobro vedeti. Dober je poznati cool seks place v svoji okolici. To. Ne, da je dobro vedeti, da on ve. Usmerim jo na eno manjšo pot okrog enega hribčka, ravno prav skrita od glavne ceste sredi gozda. Žena parkira, stopiva ven iz kombija, jaz jo primam za pas in pritisnem ob kombi. Strastno jo poljubim, ona me objame in jaz z rokami grem iz njenih bokov po telesu dol, dokler ne pridem do njenih golih stegen. Počasi obožam po stegnih in masiram ritnice, ona pa gre z eno roko po mojem telesu dol, pride do mojega trdega korenjaka in ga začne božati čez hlače. Izdihnem glas užitka. Tudi jaz grem z eno roko do njenega mednožja in jo počasi božam čez spodnjice. Tudi ona zastoka in nagle glavo nazaj. Tako sva se rajcala nekaj časa, gre naenkrat ona z roko pod moje hlače in ga prime ter začne drgniti. Jaz naredim isto in s prsti začnem drgniti po njeni zelo vlažni muci. Kmalu da žena roko ven me odrine, gre odpreti vrata od prtljažnika in sleče spodnjice. Jaz si tudi slečem hlače in spodnjice, vzamem kondom in si ga nataknem. Stopim do nje, veste, kaj mi je všeč, da sta ona dva videla, da sta v plodnih dneh, da nočeta narediti otročka, a ne, in sta seksala od zunaj, ampak kljub temu sta si vzela čas za zaščito. Ne? Nice, pohvalno, bravo. Stopim do nje, jo objamem in poljubim in ker sem se svojim korenjakom dotaknil njene muce, je sredi poljuba zastokala. Ona se usede nazaj v prtljažnik, kar na najn kufer in razširi noge. Odpre se mi pogled na njena sočna nebeška vrata. A ni, kjer opis je to? A ni to prav toliko lep opis, kaj se vam zdi? A ni to prav en lep opis? Sočna nebeška vrata. Lepo vas prosim. Če pa to ni, v glavnem, pojmo naprej. Ampak nisem dolgo užival v pogledu, saj me je povlekla k sebi. Ko sem predrl v njo, sva oba glasno zastokala. Stokanje se je med akcijo samo stopnjevalo. Prodiral sem počasi, vendar močno. Močno stokanje žene, moja vzburjenost in užitek sta povzročila tako močan orgazem, da sem stokal na polno od užitka in minutkih se odklopiva in si snamem zelo napolnjen kondom, katerega upam, da sta tudi primerno odvrgla, ne? Vzela sabo in odnesla v smeti. Ona vstane in ko je hotela vzeti spodnjice, se verjamem, da sta sam. Tako. To je tak hecan moj moment, ampak ja, verjamem, da sta niso hotela biti žlet ali pa kaj. Ful mi je dobro to napisan. Tole res zelo cenim, če kdo pošle kaj taska, no. Ona vstane in ko je hotela vzeti spodnjice, jo prime za roke,
Naslonim na kombi in začnem s prsti dražiti njeno mednožje. Najprej sem s kazalcem in sredincem nežno božal po klitorisu, potem pa sem šel s kazalcem v njenem vagino, s palcem pa dražil njen klitoris. Z drugo roko sem masiral njene prsti in s prsti se igral z njenimi bradavicami ter užival v pogledu, ko je stokala, uživala in zvijala svoje telo. Na eni točki prime z rokama mojo glavo in mi je porine med noge. Z jezikom sem začel lizati njeno sočno mednožje, medtem ko sem prste še vedno vtikal v njeno vagino. Nisem si mogel pomagati. Med porivanjem prstov not in ven sem z jezikom polizal tudi svoje prste, da sem okusil njeno sočnost. Ta oseba, ki je to pisala, mislim, lejte, koliko lepo je to napisan. Pa tako opisno opisan. Opisno opisan. Glasnost žene je bila zmeraj glasnejša in stokanje vedno hitrejše. Kar naenkrat mi prime lase, pritisne glavo še bolj med noge, se nagne nazaj, zajame sapo in skozi glasen stok doživi orgazem. Odrine mi glavo stran in zasopihano izdihne. Nehaj, prosim. Izvlečem prste, še enkrat okušam okus njenega mednožja in potem sva objeta malo počakala, da sva prišla k sebi. A veste, kaj mi je ful všeč? Tukaj sta bila, pač sej vem, da je normalen, da se ljudje crkljajo pač po seksu, ne? Ampak tako to, da je pisal, da sva prišla k sebi. Tako ta zavedanje, da v bistvu objem pa crkljanje to naredi, ne? Da te mal, kako bi rekla, da nazaj v realnost. Pač tudi, če ti ni neka tako seansa, ampak seks je vsem taka izkušnja, da se malo tako stisneš, pa da počasi prideš nazaj. Sploh, če je bolj tak intenziven seks. Ok, kar se tiče seksa na prostem, je to za danes to. Fun facta nisem pripravila, zato ker sem bila toliko navdušena nad vami, ki ste toliko lepo sodelovali pa poslali te svoje izkušnje. Upam, da bomo imeli tega čim več. Jaz se bom potrudila tudi res objavljati to, če ne pa vedno vam je na voljo tlele v komentarjih od spodaj. Tudi če je tema že objavljena, lahko še vseeno vedno svojo izkušnjo napišete, pokomentirate izkušnje ostalih, kaj si vi mislite o čem, in pa vedno bom vesela kakšnega nasveta, kaj mislite, da bi bilo boljše, kakšnega nasveta za gosta, kakorkoli, in kot sem rekla, lahko vedno pišete na info@svetozidka.com, pa napišete zraven, ne vem, za podcast, kakorkoli. Vaše mnenje je meni ful pomembno in upam, da ste v tej epizodici uživali. Jaz bi vam sam predstavila en izdelek še, ki se je meni zdel tako ful imeniten za tako, ko smo li govorili o seksu na prostem in to, ni kakšna tako igračka, čeprav tudi kakšne te igračke na daljinca, pa to so zabavne, ampak to sem vam že predstavila, tako da danes vam bom predstavila v bistvu, to vam jaz ful rada, in sicer je Pharos, znamke Int, Pharos Fantasy. To je v bistvu nek tak vlažilen sprej za telo pa lase, ki vsebuje feromone. Zakaj se mi je zdelo to ful zanimivo zdaj izpostaviti? Zato, ker se vemo, pač feromoni, afrodizijaki in tako nam sam še malo bolj napalijo in tako da ja, če smo kje na prosto, malo se osvežiš in še malo bolj zrajcaš s temi feromončki, ki so noter. V glavnem, drugače pa ja, ima tak parfumast von, pa je dejansko za hidrira kožo in pa lase, pač lahko si pošpricate po laseh to. Je dober za suhe konice, pač to, kar pač vlaži in tako, da se lažje razčesete, kakorkoli, pač v bistvu je nek tak kozmetičen izdelek s feromoni. Zdaj tle, jaz sem vedela, da si ne bom zapomnila, zakaj vse je dober, jaz ga uporabljam in mi je ful fajn. Res tudi tako, če si ga daš na kožo, nimaš onega tako mastnega feelinga. Meni se zdi, da je tako, kot neko mleko, tako ful tekoče. Ampak ja, rekla sem, da si bom vse tlele označila, zakaj vse naj bi bil. Pa ful diši, mislim, ful diši tako. Zdaj, če imate radi tak lep
sploh ne znam opisati vonja. Tak nek tipičen parfumski von ima. Ženski parfumski von. A je to sploh smiselno? Po moje, da je. Tako da ja, bom dala tudi link do tega izdelka. In sicer Pharos Fantasy je v bistvu dobra za, tako kot sem rekla, vlaži kožo in lase, obnavlja razcepljene konice, je pa tudi UV filter za lase, ima antifriz delovanje, pomira kožo, ščiti barvane lase, razvozla lase, v smislu pač šprica, da se lažje razčesete, in tako daje sijaj in vitalnost in vse te fine stvari, ki imajo kozmetične stvari. Za tiste, ki gledate, mogoče malo takole, evo, vidite, pač tako, v bistvu je tak, ni prozoren, pač belo je, ampak tako, res je tako, taka prijeten je, pa ful hiter se upije, pa nimaš tako unga mokrga ali pa mastnega feelinga potem. Da imam tudi malo na laske, čeprav smo lih oprane. Malo vidimo. Meni je fajn, meni se ne, tudi tako na laseh ni da bi tako izgledali pol mastni, ali pa kaj zdaj so mečkam vlažni, pa ko se to posuši nima tako, da bi pač izgledali mastno, da bi vam sprijemali lase ali pa kakorkoli. Tako da ja, jaz to imam in mi je ful fino. Kar se tiče pa feromonov, jaz ne uporabljam tega zaradi feromonov, uporabljam zato, ker sem testirala za vas to in mi je bilo všeč. Ja, del se mi je sam tako en tak bonusek, če se lotevate seksa na prostem, mogoče vam bojo malo sprostili napetost te feromončki, da se boste bolj posvetili temu, da ste, da vam diši. Tako da, oziroma, da boste vi dišali svojim fantom. Tako da ja, tudi take stvari imamo simpatične, no. To je to. To je za danes vse. Če imate še kakšno vprašanje v tej tematiki, če česa nisem zajela, dajte mi od spodaj napisati v komentarčke, drugače pa lepo se imejte, se vidimo naslednjič, pa to je to. Bye!